Всемогутній, найсвятейший, всемогутній, найвищий, всемогутній, найсвятейший, найвищий сі. Поємо со хвалу, Тебі поємо со славу, Тебі поємо за хвалу, Тебі даємо со честь, Тебі поємо со хвалу, Тебі поємо со славу, Тебі поємо за хвалу, Тебі даємо со честь. Hvala Jezus in Marija. Lepo pozdravljam vse bolne, ostarele, osamljene in vse brate, sestre v Kristusi v domovini in tujini. Danes se na željo gledalcev daje pot poti v Vipavskem križu na Primorskem. Verjamem, da bomo spoznali veliko dobrih stvari, zato je tudi prav, da ostanete v družbi naše televizije, pred televizijskimi ekrani in lepo pozdravljam tukajšnjega brata Jožeta. Lepo dobrodošlico želim bratu Jožetu, Bog vas živi. Hvala. Morda bi se na začetku malo predstavili našim gledalcem, čeprav bomo tudi nekaj več dejala nekje v sredini oddaje, ker ste bili tudi v Štajerskih koncih, verjetno kakšen dogodek, tudi ostal iz župnije svetega Petra pri Malečniku. In morda bi se na začetku našim gledalcem daje pot poti predstavili. Sem brat Jože, smukavec, drugače mi reče tako po domače, brat Jožko. To imam od doma. Doma sem v Jereki, to je mala vas v Bohinju. Tam sem odraščal, 26 let in ko sem bil star 27 let, sem vstopil k bratom kapucinov. Tako malo, vedno znova sem večkrat malo upiral temu dogajanju Boga, ampak tako me je zares vzel, da v bistvu nisem vedel, odkot ta mir, odkot ta želja, pa po drugi strani je bila želja za biti doma, ne, pa imeti družino, pa kmetijo prevzeti, po drugi strani pa nekaj tazga, kar mi je bilo zelo drago, zelo lepo, to Božje, ampak malo sem se bal. Drugače sem po poklicu, imam srednjo lesno šolo in sem pa 5 let še delal v tovarni, potem sem šel pa sem šel pa študirati agronomijo, tako sam pravim, da sem še diplomiran kmet. Po tistem sem šel pa v samostan k bratom kapucinom, živeti za Boga in pa zdaj sem pa že 9. leto tukaj, 2 leti nazaj sem postal tudi duhovnik, tako no. Morda bi še kakšno besedo dejala o kapucinskem redu, kajti tega reda še nismo v naših oddajah pot poti predstavili, pa bi naši gledalci bili tudi verjetno veseli. Kako je nastal približno, kdo smo, a ne? To je nekaj takšnega, ja. Ja, brati kapucini smo v bistvu linija svetega Frančiška in sicer tudi ena reforma v 16. stoletju. In sicer brata Frančiška verjetno vsi dobro poznajo, letos bo celo oratorij o njem. To je človek bil, ki je zares bil za Boga in zelo konkreten. On, kar je slišal, je zelo konkretno naredil. En primer, ko mu je v tistem iskanju, kako živeti, kdo je on, tako notranjem bistvu, kdo je Bog. In ko je prišel tisto malo cerkvico na pol podrto, svetega Damjana, je slišal, je prisluhnil in je slišal od Jezusa, popravi mojo cerkev. In ta razvajen tip, je bil zelo razvajenček verjetno, imel vsega zadosti in tudi tako zelo konkreten, je začel zidati cerkev. Ja. Tako zelo konkreten, vidiš, zelo konkreten, ker se človek za Boga odloči, in tudi mi se mi zdi, da to konkretnost, ki jo imamo, naj bo znamenje časa, naj bo
tudi to, kar živimo, ne bi bilo zelo, zelo, zelo konkretno. No. Ja. In kje je bratje Kapucini so v Sloveniji? Bratje Kapucini smo v Sloveniji, če začnemo gor pri vas, ne vaših koncih, Kančaci, potem Maribor, Ptuj, Celje, potem gremo v Ljubljano, Škofjo Loko in pa Vipavski križ. Bili smo še do nedavnega v Krškem, smo pa zaprli, oziroma se omikamo od tam, ker poslanstvo je tukaj zdaj močnejše, čeprav dol bi bilo lepo. No. Je pa to za nas pomembno biti skupaj, kot bratje, tudi Frančišek je tako si želel, bratsko življenje, to poslanstvo, kaj pomeni živa beseda, bodite eno, kot sva mi dva eno, ljubite se med seboj, tako da bratstvo pred Bogom in med seboj in potem tudi za ljudi, to ta dimenzija zelo močna. Ja, to smo bratje Kapucini. No. Gledalce oddaje Pot poti bi še obvestil, da smo že bili oddaje Pot poti gostje v Vipavskem križu, ko smo pripravili oddajo o Karitasu, tako da si jo lahko na krščanskem strežniku EKC tudi ogledali in toplo priporočam, čeprav tudi vse ostale oddaje. Morda bi predstavili Vipavski križ, ker nas gledajo ne samo v vaših koncih preko Sponke TV Portorož, ampak tudi na Gorenskem in Štajerskem, Prekmurju in tudi naši zdomci v tujini. Mi je prav, da povemo, kje tale Vipavski križ je in kako je nastal. To je na Primorskem Vipavska dolina, a ne? Je pa Vipavski križ, no že tukaj je cela reč, ne? Ni pri Vipavi, pri mestu Vipava, ampak je ob reki Vipavi, tukaj se skozi okno se vidi ta reka. No? Predvsej se je pa imenoval, oziroma pred temi reformami spremembe imen, ne, se imenoval pa Sveti križ. Tako da bolj ljudje poznajo potem Sveti križ na Vipavskem. Ja. Italijani, ki je bilo tole dolg časa pod Italijo, Santa Croce je to. No, tako da prej je bil Sveti križ, zdaj Vipavski križ. Kaj se pa to nahaja ob Ajdovščini, ob mestu Ajdovščina. Če greš tako iz Ljubljane, je Ajdovščina, potem greš pa proti Gorici, no in tam je odsep. In tako že vidiš hribček, gor se vidi zdaj že skoraj mečkan načet grad, no pa že kar dobro začet grad, ki je bil 1400 so ga začeli že delati tako na tem hribčku, so se utrdili to, potem so začeli počasi se napadi, osvajanja, to je srednjeveško mesto, še zdaj eno manjših in še zelo ohranjenih mest na Slovenskem. No in potem so to, takrat, ko so začeli grad delati, so pa še obzidje naredili pred Benečani in pred Turki, so napadali tole in so se branili, no in so do danes se tudi nekako še stoji ta shema srednjeveškega mesta. No to je pa tipično srednjeveško mesto, ki se vidi ta del, ki so bogati in tisti del, ki so revni bili. No? Ja. Tako zelo, zelo lepo je to videti in ko ljudje pridejo, se zelo da pokazati en tak utrip tega srednjega veka. No? Kaj je pomenil, kdo je bil zdaj tisti, ki je vladal, takrat je bila še tista močno, ko je bil vladar, je imel svetno in tudi cerkveno oblast. No in po nastanku smo tudi mi nastali, ker so te grofje se menjali in tam v času protestantizma so bili zelo močni tukaj grofje. No, zdaj mi je šlo, ampak potem za njimi so prišli pa Atensi, ki so bili pa katoliški, tam v 16. stoletju, no in takrat je bila tudi protireformacija tukaj na Slovenskem zelo močna in oni so nam potem dali ta prostor, so rekli, če bo ena družina, eni bratje, ljudje, ki živijo iz Boga, bomo tudi lahko naredili in se uprli temu toku protestantizma. Tako da so nas oni pa povabili sem in smo mi takoj pod gradom smo dobili samostan. Tam naprej je pa še tudi samo župnijska cerkev, ki pa nastala kasneje 18. stoletje, 18-19. tam je. Tako da se je, v bistvu zdaj je čist lepo mesto, vsi smo, hvala Bogu, v razvoju okoliščin in zgodovine, hvala Bogu, enakopravni, ne? Ni več nekdo, ki manj reven, bolj bogat, ampak
hvala Bogu, se uresničuje nekaj zelo po moje božjega, da smo lahko vsi skupaj, da sodelujemo, da se poslušamo. Ja. Je pa to eno tako lepo, luštno srednjevečno mestece še s pečatom. Ja. Morda bi jaz še k temu dodal, da če se peljemo po avtocesti med Vipavo pa Vrtojbo ali pa zavijemo dol za Novo Gorico, se vidi tudi župnijska cerkev. Morda bi bilo za naše gledalce tudi zanimivo, če gredo dol na odcepo za Ajdovščino, opiščejo Vipavski križ, da pravzaprav imate svete maše in če se da tudi tukaj pri vas kakšen dan biti, opazil sem, da imate tudi tale dom. Ja, ljudje zelo radi prihajajo, no. Ja, ker svet tako je kar krut, ne, če tako rečemo, težko in ljudje pridejo dosti zmatrani. In posebej, če še Božjega ne moreš tako zares živeti, ne, te res zmatra in uniči. Tako da prihajajo ljudje, ja res. Tako da gor imamo 20 postelj, od tega je 7 sob, ki so enojne, ostalo pa dvojne, ja, 2 postelji. No, tako da smo naredili tako en prostor za ljudi, tudi vrt zdaj urejamo, da bi bilo res ena taka, ne rečemo oaza, no? Ne tak okolje, kjer bi lahko bil z Bogom zares. Ja. Tukaj pa je možnost tudi, smo mi bratje, za kakšen pogovor, ljudje se odločijo dosti za tišino, da se malo umirijo, tudi malo spočijejo, potem jim res rečemo, lahko ste tudi z nami pri obedih, pri molitvi so zelo radi z nami. Tako da začnemo dan ob 6, tako ob 6 je naša bratska molitev. Ob 7 je sveta maša, vsako jutro, tukaj v samostanski kapeli. Potem pa je dan naš, tako se odvija, da smo ob 8, približno tam okrog 8 imamo zajtrk, tudi tle ljudje, ki pridejo, se lahko nam pridružijo. Potem dopoldne en tak del osebnega premišljevanja, dela, pogovorov, ljudje, ki prihajajo sem. Popoldne ob 12 je molitev, ta dnevna molitvena ura, tudi tle se nam pridružimo. Tako da tisti, ki pride, dobi kar tako razpored, red, to je red, ki nas v bistvu drži, nam pomaga, a ne se upred, to so take lojtrce našega življenja. Po tej molitvi je kosilo, potem popoldanski del, zvečer ob 6 je pa zopet ta naša molitev in pa ob 7 je pa sveta maša v župnijski cerkvi. Potem pa je večeren še blok, tako naš. Torej bi našim gledalcem, tisti, ki želijo dobiti notranji mir, oziroma malo notranjega miru, oziroma da začutijo. Bližine Boga, okrepili vero, a ne, tudi spoštovanje do sebe, se mi zdi, da to, ne. Če iščeš Boga, iščeš in dobiš tudi sebe, ne. Ja. To je tako lepo, no. Mislim, da je potrebno še pri vašem Vipavskem križu omeniti knjižnico, ki je zelo bogata in morda kdo je Janez Svetokriški? Ja, Janeza Svetokriškega vsi poznam. Slovenija ga pozna, hvala Bogu. In mi je bilo zdaj lepo, ker sem govoril z ravnateljem tukaj osnovne šole. Ne? On je pa rekel, da premalo poznajo otroci Svetokriškega. Ne? Kako je to zanimivo, ne? Kaj tiste Kovačevko bila je bosa, ne? Ja, ampak je res, ne? In zdaj se bo začel malo truditi, ker on vidi, da v bistvu poleg tega, da je bil velik pridigar, ne? In človek duha in srca, ki ga je nosil takole za ljudi in jim pomagal, ljudje, živite zares, no? Kje je vaše srce, no? Ampak uporabljajo še take zgodbe iz tle, ki jih je videl, ki je srečeval ljudi, je to uporabljal in to je pridigal in to je govoril. No in je ta ravnatelj tako lepo rekel, ja, Janez je znal živeti med brati, svojimi brati, z Bogom in med ljudmi. Tukaj je znal povezati to dimenzijo. Ne je razumel to družinsko ozračje, to bratsko ozračje in ga je dal v družinsko ozračje in tle noter še Boga. No. Tako da od njega imamo originale njegovih knjig, ne, to imamo razstavljeno, tudi njegova soba je še, zdaj smo jo še dali zraven še brata Andreja Božiča, ki je bil tako ena taka
svetla lučka, no, 2 leti nazaj je umrl in ga ljudje ogromno poznajo potem, da je bil egzorcist, da je imel tudi čutje, tak zares je vzel človeka. Tako da imamo zdaj to tam sobico, prej je pa knjižnica. Knjižnica je zdaj v enem takem, ja, kako ne rečem, diha, malo tudi z občasajo, mečkaj zdaj že načenja, no, tako da je pa notri je 2000 knjig, od tega je 12 inkunabul, no tako zelo lepo, tu imamo tudi razstavljene knjige, ki so zavite še v pergamente, ki so res lepi spomini. Drugače je bilo pa 24 knjig je bilo tam notri do Prve svetovne vojne, 24 stavžnih knjig, no, po Prve svetovne vojne. Potem je prišla zasedanje, so zasedali samostan in so jih v sodih od Vina vozili v Krško. Od tam jih je prišlo še 2000, no, tako da nekaj jih je tam ostalo, večinoma so jih pa požgali. Ja, tako da zapuščina in zgodba teh knjig je, te, ki so rešene, so res, hvala Bogu, ostalo smo pa res malo preveč tako Slovenci grobo delali. Ja. Mislim, da je prav, da se dotaknemo, kaj so zakramenti in kakšen je njihov pomen zakramentov za kristjana. Ja. Zakramenti, definicija, ne, so vidna znamenja nevidne Božje milosti. Nekaj vidnega, človek rabi vidno, otepljivo, tukaj so svetorešne telo, kri in vsi drugi znameni križa, blagoslovi, ki jih imamo, voda pri krstu, krizma pri birmi in krstu. To je taka vidni dogodki, kjer Bogu pusti človek vstopiti k sebi. Tukaj je človek res povabljen, da to bližino Boga zraven oziroma sprejme k sebi in v sebi. To je to. Kaj naj kristjanu pomeni spoved? Čisto preprosto bom rekel, objem Boga. Ja. Ko se človek in Bog objameta zopet. Ja. Ena taka primera, ki je zelo živim, iz njega in spoved veliko pomeni. Ne? Tukaj doma me bodo razumeli fajn. Očetje pa tudi, možje pa tudi, se smo vsi otroci. Ker mama vidi, da je otrok nekaj narobe špiči, ne? Ko vidi tako, da nekaj ni v redu, no? Pa on tega ne more povedati, ne more ubesediti. In čez čas, ko pride k njej, ne, in ji povedi, mama, lej, to pa to sem špičil, to pa to sem naredil težko. Kakšen lep objem bo tisto. Če je ona svobodna, ne? Če ni, da je vsa ta panična, pa histerična, tako naprej. No? To je ena taka, se mi zdi, zelo podoba, ki meni zelo veliko pomeni. Ta objem Boga s tem, da ti rečeš, lej, Gospod, hvala ti, da me imaš rad. Ampak te ljubezni preprosto ne morem razumeti, ne živeti, ker imam toliko pa toliko še svojih stvari. Ne? Ampak, lej, Bog reče, lej, tukaj sem, praznovanje, a veš, bližina, te čakam. To se mi zdi, da bi mi duhovniki to lepoto spovedi res lahko še imamo možnosti in velike možnosti. Ne? Veliko krat slišimo zastonska ljubezen. Kaj pravzaprav pomeni beseda ljubezen do Boga, samega sebe in za kristjana je verjetno največja vrednota, da spozna, da ga ima Bog rad, vsakega posameznika. Super. Super. Ker človek sebe ljubi, lahko ljubiš drugega. To je zelo preprosto. No? Ja. Ampak glej, to odkriti in to priznati je nekaj zelo težkega. Ne? Veš, ker zdaj se srečujem z ljudmi, ne? Pa vsak kople po slabem, samo po slabem. Ne? Ena statistika nekje je bila, pa res ne vem, kje sem več slišal, 80% se nam zgodi dobrega, nekako tako, no. 20 pa slabega. In kaj delamo? Samo po tistem kluješ, ne, a veš. In pa ne vem, mažeš se, pa drugega mažeš, pa ne vem, zgodbe si izmišljaš, da sebe pravičeš, pa ne vem, kaj vse je, ne. Ja.
Zdaj sem mečkam malo dramatiziram, ne? Ampak res, ljudje Božji, ne, dragi brati in sestre, ne, lej, ko se pustiš ljubiti, ne, ko se pustiš objeti, pa lahko boš tudi drugega v miru bil, boš drugega v miru pogledal, a veš, je to pa je Božje, ne, ker Bog vedno odpira. Bog ne uničuje, ne, uničuje človek pa uničuje hitro. Jaz sebe fajn uničujem, ne, Bog me pa neskončno čaka in a veš, ja, in me vabi, daj nehaj, brat Jožko, nehaj. A veš. To je res, so pa verjetno tudi mediji v Sloveniji tudi temu bolj naklonjeni, da so v ospredju pravzaprav tiste slabe stvari, ne pozitivne. Kako pravzaprav vi vidite medijski prostor, časopise, radio, televizije? Je dovolj oddaje o Bogu? Verjetno ne. Je dovolj oddaj za življenje, ne? Ja. Jaz ne vem, kaj nekaj rečem, ampak če tako kdaj pogledam televizijo, pa grem kdaj čez programe in se predstavljam ljudi, te res preproste ljudi. Ne vem, kaj oni odnesejo. Ja, ne vem, kaj oni odnesejo. Tako da jaz sem hvaležen za to, za te trenutke vse, kar lahko resnica pride, no? Res ta široka resnica, ne? Ne samo manipulacija, pokažeš del tistega, ki pa je naredi en okus vsega, ne? Ja. Jaz sem tako hvaležen za to, za take stvari, no? Je pa to medij, krut medij, ne? Ki obvlada zadevo, ki tudi mi dva zdaj, ne, če da bo zanimiva, pa ljudje takole šaltajo, ne, pa rečejo, to je brez veze, ne, pa bomo šla naprej, ne. A veš, koliko je tle tega pri ljudeh, ne. In vsak si pa zbere tisto, kar čuti, ne, tisto, kar je njegovo, kar mu bo dalo v tistem trenutku za rast. Ja. Želim si, da bi ljudje dobili eno tak zdravo pamet, no, to Slovenci imamo, no, da bo znal ločiti dobro med najboljšim med dobrim, ne, in tudi slabo med dobrim. No, tako da bo znal, da bo res tisti mir, ne pa kar nekaj hlastanje, apatija in, a veš, kar nekaj, ne. Ja. Kako vi vidite odnos do mladih? Imamo starejši pravi odnos, verjetno pa smo starejši tisti, ki bi morali biti zelo mladim in bi potom nekako povezani. Kako vi vidite današnjo mladino? Je dovolj krščanska ali če jo primerjate z vašimi časi, ko ste še bili kot otrok? Ja, veš, jaz nisem bil čist krščanski, ne, oziroma čist katoliški. Tako da zdaj, ki mlade srečujem ali pa z njimi živim ali pa si delim stvari, jih zelo pohvalim, no. Tiste, ki zares so mi v bistvu take lučke, ki zares živijo, a ne, so mi take lučke, da v bistvu tudi meni pomagajo, osebno, no. Pa po moje komarkoli, mlad človek, ker je iskriv, ker je izzivalen, ker je resničen, a veš, on provocira zato, ker ne razume stvari in jih hoče iskrene, resnične, a veš, postavljene, ne. On bo toliko časa, dokler se ne bo soočil s tem, ne. Meni teme oni veliko učijo. Zdaj pa ne vem, koliko so starejši ljudje pripravljeni zdržati v teh provokacijah. Ja. Tukaj se sprašujem, no. Tukaj starše spodbujam, da bi uživali v otrokih. Da ne bi imeli otroka za problem, ker s tem ga zapakirajo in ga onemogočijo tudi malo k razvoju, ne. Ampak da bi si upali biti to, kar so, a ne. In da bi te provokacije tudi znali v dobro ustaviti. A ne? In so potrebne, ker mlad človek rabi meje, ne? Ampak on se v teh mejah tudi tebe provocira in te odpira, ne? In te dela bolj resničnega, bolj iskrenega. No? Tako jih doživljam. Kako bi pravzaprav morala delovati krščanska družina? So te vrednote dovolj zastopane? Molitev, družinska, osebna, sveta maša? Posploševati ne moram, res ne moram. In je nefer, ne. Poznam pa družine, ki se zares odločajo za vero. Ja. Ali pa ko odkrijejo, kaj pomeni družinska molitev, spet nazaj, ne. Kljub vsem divjanju in vsem ponudbam in tako naprej in vsem programom, ne, kaj pomeni in koliko jim da,
kaj pomeni biti skupaj, povedati si pred Bogom, umiriti se zares, ne, a veš, ustaviti se. Tega je zdaj, vidim, da vedno več. Ja. Ste pa starši tisti, ki ste prvi kateheti, prvi verniki, ne, vi imate tisto, ne, a veš, mi pomagamo lahko zraven, ne. Ja. Lej veruk, ne, 1 uro veruka imam na teden, ne. Za eno skupino, recimo, za enega otroka. Ne. Vse ostalo, ki je koliko še ur, ne, so starši, tle je ulica, so okolje, šola, razni treningi in to naprej. Ne. Tako da v bistvu starši ste tisti, ki dajte okus veri, ne. Mi lahko pomagamo. Ne. In hvala Bogu, če spustite zraven. Ne. Ja. Ali pa da se pustimo spustiti tudi duhovniki zraven, redovniki, redovnice. Ne. To super. Ne. Ja. Kaj bi nakratko dejali, kaj je sveta maša? Velikokrat v oddaji Pot poti smo sicer že omenili, ampak mislim, da je to največji vrhunec krščanstva. Ja. Je praznovanje človeka in Boga, praznovanje večnosti, okus večnosti. Ja. K temu gremo, k tej bližini, a ne, tu je naš dom, ta bližina, ta mir, a ne, ja je vrhunec. Ampak imamo tukaj na zemlji še ogromno prostora, ne, ogromno prostora, da bomo res to doživeli. Pater Pine je rekel, če bi res vedeli, kaj se dogaja med mašo, pred vrata bi mogli postaviti orožnike, policaje, ker bi ljudi drli noter. Ja, res je to. Tak močen trenutek miru, objema, ljubezni, praznovanja tebe, Boga. Kako vi vidite poslanstvo misionarja, misijona v župniji in kot sem že prej v oddaji pravzaprav omenil, boste nakratko povzeli, kako ste se počutili oziroma kako so vas župljani svetega Petra in Pavla v Malečniku pravzaprav sprejeli. Tudi sam župnik Jože Lipovšek. Ja. Fajn bi bilo njih to vprašati, da bi bili oni zatlele, bi bilo bolj realno, ne? Da bi bila dva vidika. Jaz lahko res svojega povem. Meni je ta župnija bila prej neznana, kar je jasno, ne? Mi smo kot ljudski misionarji, gremo v eno župnijo, prinesti Boga, a ne, utrditi ali pa ukrepiti, ali pa zbuditi vero, zbuditi tudi ljudi. No, in se mi zdi, da sem tako doživel. Ja. Mečkem je bilo, veš, tako malo težko, ker pri ljudeh sem začutil ta čist človeškost, veš, kdo je to? Kaj počne? Kaj se gre? Ja. Tako sem malo začutil, no. In sem naredil eno tako stvar, da sem šel malo k njim. Ja. Pa se mi zdi, da smo lepo hodili drug drugemu. No. Ja. Tako da prek te človeške bližine, ki se mi zdi, da smo jo zelo lepo gradili, ne, je prišlo do tih božjih objemov, ki sem jih pa zelo močno čutil pri ljudeh. Ja. Tako da, jaz sem bil vesel, no. Jaz sem bil vesel. Še vedno smo oddaji Pot poti. Kako pravzaprav naj človek začuti Boga? Kaj to pomeni, začutiti Boga? To pomeni, da začutiš, da si doma. Ja, ker tam, kjer je Bog, tam je naš dom. To pomeni en mir, ena velika sprejetost. Najprej sebe, potem tudi ostali, ki so ob tebi. Ena taka odprtost, ena taka tudi čudenje, to taka širina. No. Kako naj pravzaprav ravna mlad človek, ko začuti klic Boga po duhovnem poklicu? Kako pravzaprav se to zgodi? Oziroma, da tudi naše mlajše gledalce poskušamo malo motivirati, tisti, ki pač še iščejo oziroma se ne znajdejo. Najprej, klic, a ne?
klic je ta klic ljubezni, ki nas Bog kliče, od nas nič ne zahteva. To bi prva stvar, če si zapomnil, da od tebe čist nič ne zahteva. On ni terorist, on ni ne vem kaj, on ne bo zdaj tam streljal in preveril, če ti ne boš naredil. Ne? Ampak to je ta ljubezen, to je ta, ki smo prej rekla, v zastonski ljubezni. No? Zastonski ljubezni res gre človek. Mama pa oče, ne, če te imate zares rada, ti boš šel v miru v tisto, kar je tvoje. Ne? Ja, in tega se učimo, tega miru, tega blagoslova. No? In Bog od nas nič ne zahteva. Ja. Ampak ljubi pa močno. Ja. In ta ljubezen, to ljubezen je res, treba ji je prisluhniti. No? Treba ji je prisluhniti. Vsak tak klic je tako šum, to nekaj tako nežnega. No? Ja. In ga začuti človek v sebi, človek ve, kdaj je to. Človek ve. Tudi ve, kdaj ga zatre, tudi ve, kdaj. Ja, nekaj tazga se zgodi notorno, ki je zelo tvoje, ki ti veš. Ja. In če ti moliš, in če imaš tu možnost še tukaj se ustaviti, no tukaj bi res, bratje Kapucini, smo zdaj 4. leto, smo naredili, oziroma smo pripeljali v Slovenijo, izperujem program 3-tedenski za izkušnjo poklicanosti, izkušnjo, kako me Bog ljubi in kje me Bog ljubi in kje bom jaz najbolj lahko ljubil. No. Za fante smo pripravili ta del, za dekleta se še dela, no? Ja, oziroma se še, sestre se še odločajo. Ja, tako za dekleta tudi zdaj sestre iščejo, kako bi to naredile, ampak mi smo za fante in res povabimo vse fante, ki tako nekako odkrivajo smisel življenja, tudi vero, ki so tako malo na preizkušnjah, ali pa tudi tako, ki malo ne ve, kaj bi smo rekli, da od 17. leta, pa gor smo pa nismo dosti omejevali, no? Da bi res skupaj in pomagali, bratje Kapucini, tako 3 tedne hoditi. To je res, vse za Slovenijo je to naporen toliko dolgo, ne, veš, imamo že plane, pa tako naprej, ampak je prav, da si vzame človek. Ja, za življenje gre tle, ne. In prvi teden je teden prav poslušanja, prisluškovanja, kaj je za mene, kdo je za mene Bog, kdo sem jaz v tem odnosu. Drugi teden vere, ki gremo čez to dogajanje vere, kaj je vera, kaj je bistvo vere, osebe Oče, Sin, Sveti Duh, Marija, zelo lepo. In tretji teden odločitve, ko gremo v bistvu na pot za 2 dni na Sveto Goro, tukaj iz Križa peš, in gor je 2 dni tišine, in tam pa nekako človek res lahko v tej hoji, no, pa v tej času nekako poskuša si odgovoriti. Z našo pomočjo se pogovarjamo, razločujemo, odkrivamo, odpiramo. To no, tak program in to res povabljeni. Kdor se začuti nagovorenega, res pridi in pogumno, no, pogumno. To, drugače pa je dan, daj tako poteka, da z brati imamo skupaj molitev, vse stvari, ki so skupne, molitev, maša, obedi, zraven imamo še nekaj programa, tako čistacka našega, delamo skupaj, se pogovarjamo, zvečer imamo tako malo ob kitari, ki zapojemo, čaščenje, tako res, no, tako preprosto, bratsko življenje, ob eni taki tudi vsebini, in pa odkrivanju in odprtosti. No. To je za fante. Jaz bi še samo našim gledalcem Oddaje Pot poti dodal, da smo posneli in oddajajo tudi na krščanski steži VKC Sveta Gora, Novo Gorico, potem je Marijino Celje in tudi Stara Gora, Castelmonte. In so vabljeni, ker pa smo o tem govorila. Kako pravzaprav večina naših gledalcev je tudi takšni, ki niso nikoli imeli možnost spoznati Boga, Božje ljubezni. In kako bi jim pravzaprav vi dejali, ko slišijo besedo, kdo je Bog, kdo je Jezus, kdo je pravzaprav naša nebeška mamica Marija. Zdaj, za tiste, ki so kristjani, je to samoumevno, ampak pa tudi ne, ja. Se mi zdi, da to je vse posplošeno, oziroma tako, ja, se to je, ne. Ja.
tako doživljam in tako tudi se srečujem z ljudmi. Ampak dejstvo je, da Bog je naš dom. Ja. To je res, to je naše, no? Mi smo njegova podoba, on je naš oče, a ne, ki nas čaka, mi smo otroci. To je res, če nas takole gledaš, kako se igramo, ne, včasih, ne. Veš, včasih malo nebogljeno, včasih smo veseli, tako se, kakor da bi bili v enem peskovniku, ne. Vsak ima eno svojo vlogo, vsak nekaj včasih svoje dela, če smo skupaj, je tudi drugačno igranje. Tako, ta božja otroškost, vsi smo, ja. V globini ima vsak hrepenenje in pa sprejetost in mir in ljubezen. To vsak pohrepeni potem, ne. Sam kako to polni, ne. Polni je pa to, pa je, ne. Ja. Če ne polni v resnici, polni pa v eni taki, ja, recimo, no, sej, evo, gledalci zdaj kako. No to, sam pa za katoliško cerkev vidim, no, jaz se zelo počutim doma, res. Se mi zdi, da je tako domača, tako zares, ne, lej se odnosi, je oče, kot oče Bog, ne, imaš tudi očeta doma, ne, pa imaš mamo doma, imaš mamo Marijo, a ne, tako družinsko, potem je še sin Jezus, ne, kot naš res brat, ki nam pomaga, ki nam vodi, in Sveti Duh, ne, ki je vez tega, ja, med nami so tudi ene vezi, ne, ja. Ali so take ali drugačne, ampak ta božja res je te odpira, ti pomaga, te užiga, te povezuje, ne? To je Sveti Duh, ne? Čudovito. In pa so še svetniki, ja. Tako da katoliška vera, pravimo, da je vesoljna, a ne ta široka, ja, za vse. To je pa včasih tudi naporno, ne? Ja, ker je preširoko, se človek ne znajde, kdaj mi duhovniki tudi ne znamo čisto dobro usmeriti in tako. Tako da je čudovita, domača, lepa, jaz pravim, naša vera, ne? Ja, ker je tako zares, Boga vzame zares, predvsem pa Bog vzame človeka zares. Ja, tokno. Je pa verjetno dobro za kristjana, da ima odprto srce, pa da tudi ne samo prijema, pa da gleda kot trgovec, ampak da zna tudi dajati, ker ti verjetno več daješ, več prijemaš. Ja, to je Jezus rekel, ne? Da jajte in se vam bo dalo. Zaston smo prejeli, ne, ampak res, zaston tudi dajajmo, ne. Ja. Se tlele je bogec denarne, nas je fajn okrog prinaša, ne, ali pa materializem, ekonomija, nas fajn okrog prinaša. Zato je tako pomembno imeti Boga, resnico, očeta, a ne, da se znaš postaviti na pravo stvar. Prav je, da če imaš Boga na prvem mestu, so vse stvari na prvem mestu, ne. Ker to, veš, to je ta. Ja, tle se vrtimo. To ste zelo lepo povedali. Je pa naša Slovenija, pravzaprav, če smo v Škofiji Koper, kjer sem danes gost pred Apostolskim križem, je pravzaprav Slovenija zelo lepa po naravi, pa tudi veliko cerkva ima. In veliko cerkve tudi manj posvečenih. Večina teh cerkva je tudi na krščanskem strežniku EKC. In verjetno je dobro tudi, da človek, ko gre po polju, vidi križ, se pokriža, pomoli in potem tudi verjetno tudi tiste vrtnine, sadje ali zelenjava, pridelki tudi lepše rastejo. Ja, na hvaležnost je tle, a ne, prava hvaležnost, ena prava odprtost življenja lahko. To znamenja križa so znamenja, tukaj smo doma, ne, ja. Je pa res, da je tudi ta globalizacija, ne, ki v bistvu je razširila, ovrednotila oziroma odprla zadeve, ne. In po moje je lepo in pravno, ampak je pa res, da se človek more postaviti, a ne, na ene temelje, ker ga odnašajo v stvari. In jaz temelj vidim Boga. Škoda, da je konec te naše oddaje Pot poti, ki je dejansko tudi družinska oziroma povezuje in nas v Sloveniji in tudi v tujini preko krščanskega strežnika EKC. Kaj bi na koncu položili našim gledalcem oddaje Pot poti na srce? Se mi zdi, da to, kar sva zdaj govorila, ta čas, ja, je prav
to, da bi si upali biti to, kar v Bogu res so. Da bi temu notranjemu vzgibu res znali prisluhniti, da bi si vzeli čas in da bi si res upali potem iz njega zaživeti. To je ena taka stvar, ki zaobsega tisto pravo svobodo, pravo ljubezen, pa tudi ten pogum in zdravo pamet. No. Tako da to bi želel. No. Ja. In ja, tukaj smo, bratje, za vas, kjerkoli ste danes slišali, tudi so še potem manjši bratje, še frančiškani in minoriti, ki imamo zelo podobno poslanstvo. In res letos še 800-letnico praznujemo obstoja našega življenja. Tukaj zadaj je Frančišek, ki tako zares je vzel Boga in jaz mislim, da če te potrkali na kakšna naša vrata, na samostane, da bomo, upam, da boste dobili ta prav odziv. To je ena stvar, drugače pa vedno dobrodošli tudi tukaj na Primorskem, Svetem križu, bom rekel, zdaj Vipavski križ. Tisti, ki je čutil ponudbo tudi od mladih, predvsem za fante, da je nagovorjen, da bi kaj naredil za res življenja. Dobrodošel od 6. do 26. julija. Dobi na naši strani, imamo tudi našo stran, pejte na Strežnik, od tipke Bratje Kapucini, pa boš dobil, ne vem čisto točno, Bratje Kapucini, rkc.si, nekaj tacka je. No. Ja, tam našo stran, poglej, tudi številke so tam, kontakti, tako da ni problema. Drugače pa res, od 6. do 26. julija bomo šli to pot vere, pot odkrivanja, pot ljubezni, bratstva, tukaj v križu, za mlade. Vsi ostali pa dobrodošli tukaj pri nas. No, na koncu se vam moram zahvaliti, oziroma prinašam zahvale župnije svetega Petra in Pavla, kjer ste bili misionar, tudi od gospoda župnika Jožefa. Tudi jaz se pozdravljam. In prav na njihovo željo ste tudi naš gost oddaje Pot poti. Brat Jože, jaz se vam zahvaljujem za lep sprejem, toplo dobrodošlico, in da ostanete še naprej pravi Jezusov duhovnik, da ste spovedali za naše gledalce oddaje Pot poti in naj vam bo Bog bogat plačnik v večnosti. In upam, da bomo v molitvi povezani in vsi tisti, kateri bodo romali na Sveto Goro nad Gorico, se bodo verjetno lahko sedaj tudi oglasili in jih boste verjetno tako lepo sprejeli, kot ste mene, in pokloni. In iz srca hvala vam za pogovor. Bogu hvala. Dragi moji prijatelji, končam bi z mislijo, da nas ima Bog rad in vse po vrsti. Hvala vam za pozornost. Z Bogom do naslednjega snidenja v oddaji Pot poti in vam želi vaš moderator oddaje Pot poti Albin, ki je bil danes gostitelj v Vipavskem križu na Primorskem. Hvala Jezus in Marija. Ti si dober, vidno dober, edini dober, le dober, za vse dobro, mi zahvala naša, le Tebi pojemo so hvalno, Tebi pojemo so slavo, Tebi pojemo zahvalno, Tebi dajemo so čast, Tebi pojemo so hvalno, Tebi pojemo so slavo, Tebi pojemo zahvalno,